O tem bomo zdaj nocoj govorili, kako je ta knjiga, Zakon o varstvu osebnih podatkov v povezanih storitvah, o čemer v Sloveniji ne govorijo, torej štiho. Gre za zakon o varstvu digitalne zasebnosti. Digitalne zasebnosti, to je 38. člen Ustave, ki sem ga prebral, in seveda delujemo pa direktno na 8. členu Ustave, kjer pa govori, da so mednarodne pogodbe implementirajo v Sloveniji direktno. Nihče nam ne rabi razlagati. O tem nam ne rabi sodišče razlagati, o tem nam ne rabi Ministrstvo za zunanje zadeve razlagati, celo hoteli so skriti mednarodne pogodbe zdaj z nekimi členi, da mi ne bi bili s tem seznanjeni, kaj se v mednarodnih vodah dogaja. Da ja, ne bi bili, in tle doma nas držijo v neki magični kletki, v neki magični kupoli. Dragi gospodje politiki, ne. Delali bomo odprto, transparentno in za vsak podatek, ki ga boste hoteli od nas, nas boste vprašali, ali ga damo ali ne. Tako daleč bomo šli. Zdaj pa čisto na kratko. Evo, par slikic še to, da vam malo pojasnim. Vidite, torej Zakon o varstvu osebnih podatkov povezanih storitvah. Krajše ime smo dali EZVDZ, Zakon o varstvu digitalne zasebnosti, gre v bistvu za etični pristop. Ta etični pristop je zanimiv in sicer poglejmo v 6 točkah. Kaj je namen zakona, kakšna so temeljna načela, potem garancijski členi, ki smo jih že dodali na podlagi kritike, ki smo jo sprejeli, noter smo dodali tudi medicinske stvari, ki jih bomo še dodelali, ampak zato še rabimo čas. Sproti se dogaja s pripombami, predlogi, ki jih sprejemamo. Zelo veliko ljudi, veste, kliče in sprašuje in pove, tisti, ki se spoznajo. Potem pa naprej ključna poglavja, varnost in preglednost podatkov in pa izvrševanje odgovornosti in globe. Mi smo pisali ministru za javno upravo, naj se seznani s tem, ker bomo obiskali občine, ker bomo obiskali ministrstva in bomo pogledali, kaj z našimi podatki delajo. In če ne bo v redu, bo globa. Če bodo protestirali, bodo lahko, veste, ne na ustavno sodišče, direkt na ESČP. ESČP bo pa malo drugače odločil. Tale naš zakon je narejen na podlagi GDPR, na podlagi ustave, na podlagi mednarodnih pogodb, ki so pa rahlo nad slovensko zakonodajo. In ustava to dovoljuje. In zato ustavno sodišče proti ustavi ne more soditi. O tem lahko sodi samo ESČP. Tako da ustavno sodišče smo tle izločili iz tega protesta. Prav? Torej, namen in cilj EZVDZ. Če gremo čisto na kratko, v bistvu smo to naredili zato, da posameznika zaščitimo. Da zaščitimo otroke, ko se ga v šolo vpiše, da je podatek dan res samo za vpis v šolo in da si ravnatelj ne dovolj pošiljati otrokovih podatkov po celi Sloveniji. Da ga potem pedofili, pa ne vem, doktorji, pa cepilci zasledujejo vašega otroka, pa da iz centra za socialno delo grozijo z ne vem čem, pa da policiji šola Ne. Vsak podatek morajo vprašati. In veste, kakšne so kazni? Predlagam, ker imate v poročilu proti koncu dol kazni. Poglejte si malo globe, ki jih predvideva GDPR, ampak naši so o tem tiho. Zakaj so tiho? Zato, ker vsi kradejo podatke. Mi smo pa ta molk zdaj prekinili. Slovencem bomo povedali, da so kazni 20 milijonske in še več v evrih seveda. In če je bruto globalni dohodek 4% višji, so kazni še višje. In prepoved dela, odvzem podatkov, zaplemba stvari. Društvo Belis bo izdajalo odločbe. NSDE bo organ, ki bo neodvisen in častno razsodišče bo razsojalo. Ne bo razsojal NSDE. NSDE bo dobil prijavo, bo zadevo pregledal, predal sodišču in sodišče bo razsojalo in dalo odločbo. Ali zahteva za popravek, če je kršitev majhna, če je pa takšna kršitev, kot je RTV Slovenija, ki mu podatke dostavljajo elektropodjetja, elektrodistributerji in če tega ne bo prenehal, bodo kazni 20 milijonske in več je. Ok?
Nekoč in enkrat bomo zdaj naredili konc tej norišnici, tej kraji, temu kriminalu državnemu, zavajanju in laganju je konec. In tukaj, gledajte, smo pri drugi točki, pomen osebnih podatkov, ki jih ta zakon prinaša. Torej, osebni podatki so ključnega pomena, seveda za izboljšanje uporabniške izkušnje in povečanje inovacijskih, bom rekel, potencialov in vsega, ampak, poglejte, konec koncev, potrebno je skrbno upravljanje zaščite. Mi smo čisto nezaščiteni, ali ne znamo knofa stisniti, ali ne znamo tistega sliderja izključiti, da s podatki ostanejo v telefonu ali v avtu ali kjerkoli že, ali pa sploh ne obstaja. Ker pravijo, osebni podatki, vaši podatki so sodobno zlato. In so res. Zato, ker ti pride kuverta in 7 dni, po 7 dnevih ti pa z računa vzame. Jasno, da je vredno še več kot zlato, ker nam kar jemljajo z računa, kradejo, globijo, ne? Ja. In tukaj je pa najhujša, gledajte, urejanje avtomobilske industrije. Kaj se zgodi? Slovenija nima avtomobilske industrije, pa vsi vozimo avto. En vozi Kio, en vozi Dačo, en vozi Mercedesa, en vozi Tesla, en vozi karkoli, ne? In ko se avto dotakneš, te že s prstnim odtisom, ko ga odkleneš, vejo, da si ti. Kje so šele kamere? Ko date mobitel v avto, avto ima vse vaše podatke. Se prenešajo prek Bluetootha vsi vaši podatki. S kom ste, SMS-i, telefonski kontakti, GPS-i, kje ste bili, a ne? Ker vi hodite z mobitelom, ko greste v avto, pa v avto se posnamejo podatki, kjer ste vi peš hodili, tako da avto ve, kje vozi in kje vi hodite. In kam grejo ti podatki, vas kdo vpraša? Ja, v firmo izven Slovenije. In zakon o varstvu osebnih podatkov pa v Nemčiji pač ne velja. Naši imajo pa pogodbo s temi firmami in potem dobivajo feedback za ston podatke od avtoindustrije, kje si bil, s kom si hodil in ne kršijo zakona. Ampak tukaj, če pogledate temeljni člen, s temeljnim členom smo to uredili. Jaz sem obvestil z vašim pooblastilom, seveda, kompletno avtoindustrijo. V Evropi je cirka 15 do 20 tovarn, kjer izdelujejo v različnih državah avtomobile in smo jim pisali, naj se seznanijo z zakonom, ker ko bo prišel pregled, upravičen pregled, ker naši državljani vozijo vaš avto, vašo aparaturo, vašo tehnologijo, kje so možnosti ob nakupu avta oziroma seznanitve, da lahko izključi prenos podatkov v vašo državo, kopičenje podatkov prek umetne inteligence in tako naprej in tako naprej. Zamislite se vi to zlato kletko, ki nenehno oddaja in posluša, tudi če je avto v garaži, če je električen, ima skozi elektriko, on vas posluša 24/7, ne? In o priznavanju edinstvenih izzivov, ki jih predstavljajo povezane storitve, veste, to so povezane storitve, ne? Vi imate avto, imate Bluetooth, imate kamere, ne vem koliko kamer noter, mikrofone, zvočnike, potem sledenje oči, kako se počutite in ne vem, kaj vse, jaz sploh ne vem več, ker to je tehnologija šla tako naprej. Sem pa naredil v zakonu cel spisek, ki sem ga zelo dolgo tudi iskal, kaj vse sodobni avtomobili imajo in kako je vse neurejeno. Kam letijo podatki? To se pravi, če imate vi nemški avto, pa je nemški avto sestavljen, bom rekel, iz čipov iz Kitajske ali pa iz Tajvana ali pa iz Amerike, kaj pa veš, kaj ima ta čip, kam grejo podatki, ne? A veste, dajte malo razmišljati o tej stvari. Skladno z obstoječo zakonodajo, to se pravi, Zakon o varstvu osebnih podatkov v povezanih storitvah je zasnovan tako, to je naš zakon, da se usklaja z 8. členom ustave. Za tiste, ki ne poznate ustave, bom prebral 8. člen ustave, ker je zelo zanimiv in ga ne želijo naši politiki tudi ne slišati, seveda ne, tudi v covidu ga niso slišali. Vam bom pokazal nekaj, no?
Glejte, se spomnite teh kartic, ne? Verjetno se spomnite teh kartic akreditacijskih, ne? Ki smo jih. In tukaj je QR koda European Council Resolution 7.3.1. resolucija 2361, kjer je pisalo, da se nikogar ne sme cepiti, če tega ne želi. Da se nikogar ne sme testirati, če tega ne želi. In da se nikogar ne sme v nič sili, če tega ne želi. Razen, če ima država zakon. Mi pa zakona nismo imeli, nam so odloke filo. In ko sem jaz 4 magistrom prava tole povedal, so me debelo gledali, ja, nam pa tega niso v državi povedali. Sem rekel, seveda ne, zato ker je lažje nas pokoriti, pa biznis delati, pa kazni pisati ljudem, ki sendvič pojejo sred ulice brez maske, pa lažje redarjem pa varnostnikom pretepati ljudi pred šparom ali pa v BTC centru, ki se ne držijo ali razdalje ali maske. In vse to je prepovedano in te sprašujejo, ali si cepljen ali nisi cepljen, ker te pozdravijo, sploh ne smejo vprašati. Mednarodne pogodbe, ljudje zapamtite si, veljajo direktno. Ne rabijo za to pisati zakona, ker je to strinjanje Republike Slovenije z mednarodno pogodbo. In če velja, velja direktno. Ne rabijo za to posebnega dovoljenja. In piše, 8. člen. Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli. Veste, kaj so splošno veljavna načela? Mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami vejca, ki obvezujejo Slovenijo, ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno. Beseda neposredno pomeni direktno. Beseda direktno pomeni, da velja. Pa če sodnik reče ja ali pa ne, to velja. Ampak tudi sodišča niso seznanjena z mednarodnimi pogodbami. Oni gledajo samo zakon, kazenski zakon in konc. On ne ve o mednarodni pogodbi, da je univerzalne deklaracije človekovih pravic. To noče slišati. Da je Evropsko sodišče za človekove pravice, ki da kazni Sloveniji. O tem sodišča slovenska sploh sodniki niso seznanjeni, zato pa dobivamo toliko kazni iz Evropske. Ti ljudje so pa vsem neizobraženi na široko. Samo v svoji kletki živijo v tistih, en živi v kazenskem zakoniku, en sodnik živi v prekrškovnem zakoniku. Da bi malo čez pogledal, pa ustavo videl. To mu je že preveč, mu je že od muke, ne? A veste, žal mi je, da moram take osnovne stvari razlagati članom društva Belis, ampak vsi tisti, ki delamo skupaj, pritožbe, pa ki veste, kaj napišemo in kakšne odgovore dobimo od teh sodnikov, upam, da se z menoj strinjate, kar sem zdaj povedal. Sicer si tega ne bi upal niti povedati. A je tako ali ni tako? Evo, tle kima cel kup ljudi in tudi verjamem, da Rozalija lahko pokima k temu, kar sem rekel. A ne? Ja. Povezava splošno... Je tako, je tako. Ja, hvala, Rozalija, evo, no vidite. Glejte, povezava splošno uredbo o varstvu podatkov. To je ta zakon, ki je zdaj pripravljen, dopolnjuje splošno uredbo GDPR in zagotavlja, da njene posebne določbe izpolnjujejo ali presegajo standarde, ki jih določa ta ključna evropska zakonodaja za varstvo podatkov. Nekaj bi vam rad povedal. Imate recimo zakon, ki ga Slovenija sprejme, državni zakon, in ta zakon je pač narejen bolj na široko. Potem pridejo pa uredbe, ne? Pravi je zakon in potem so uredbe. Uredba pa urejuje zakon bolj podrobno. Naprimer, imaš splošno pravilo in to splošno pravilo se potem nanaša na en kup drobnih stvari. In zdaj v Evropi je General Data Protection, splošen zakon o varstvu osebnih podatkov. V Sloveniji so naredili zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP2, ki je spet samo splošen, nič posebnega. No, mi smo pa tukaj povedali, v katerih praktičnih primerih se pa to implicira, izvaja in napiše tudi kazen, kolikor grešijo. Mi lahko imamo samo ustavo, ampak glejte, konc koncev, če ne bi bilo zakonov, jih ne bi mogli kršiti, pa ne bi mogli se sklicevati niti na ustavo. Tako je tudi s temi zakoni. Ta širok zakon,
splošno varstvo osebnih podatkov je splošno. So splošna načela notri. Tako kot v ustavi piše, kot smo rekli 38. člen, samo z namenom uporabe se osebni podatek da. Če za otroka opišeš opis, a ne? Če greš kupiti televizor, kupiš televizor, plačaš za televizor in je tvoj. Ti nisi hkrati s tem rekel, zdaj pa me lahko skozi daljinsko poslušajo, potem pa, ko prijaviš televizijo, imaš tam še en kup enih kvadratkov. Veste, kaj vam povem? Ko sem jaz tle televizor srknil, pa sem novega vzel, a ne, je prek Telekoma tista aplikacija in jaz sem se mogel tam, jaz berem tisto, kaj je strinjanje, ne, in cel kup stvari, pravilnik, strinjam se s tem, strinjam, sem rekel, ne, s tem se ne strinjam, s tem ne, in potem naprej, in pol nisem mogel TV-ja gledati, ker se nisem strinjal. In pol sem ta mikrofonček na tem daljincu, sem ga zalepil, pa rekel, kaj bojo tle mene poslušali, ne? Nič ni delali, zato ker nisem pristal na njihove pogoje. To se pravi, da mi sploh ne moramo več komunicirati in takim stvarem bomo naredili konec, a ne? Ker te nihče ne vpraša, da te lahko non-stop posluša. Nihče te ne vpraša, ali te lahko gleda, ker zdaj so že kamere v televizijah, ali pa čez mobitel, ali pa v računalnik. Stanovanje ti gledajo, ne? V avtu te gledajo, s kom se voziš, s kom si, kaj govoriš, vse, tvoje zdravstveno stanje. Ljudje, dovolj je tega. No, to je vse to povezano, ampak splošna uredba o teh detajlih ne govori, mi pa v tem zakonu na teh, zdaj le bom že kar rekel na 600 straneh, ker so zdaj že podlage zraven, ki so pojasnjene, ker konkretno zadevo imamo tudi noter, bom rekel, in medicino, in pametne stvari, ki so za hišo, za pametno mesto, potem internet teles smo zavzeli, stanovanja, zasebnost, medicino, morda še date vi kakšno idejo, ne? Jaz sem prišel tudi na to, da včeraj sem razlagal predsednici društva in sem rekel, a veš, da pred enimi par leti je prišla ena mamica k meni za svojega otroka kopirati šolsko knjigo, mislim, da je bil 7. razred, družbene zadeve, knjiga za družbo, in jaz to seveda sem kopiral, ker sta bila 2 otroka in so eno knjigo kupili, eno smo skopirali in sem prišel do poglavja denarja. In dam na skener tam, kjer govori o evrih, in meni se tiskalnik ustavi in mi izprinta, da moram takoj prenehati z ponarejanjem denarja, ker bo FBI prišel k meni in mi je to sprintal, vem, da bo FBI me obiskal, kolikor še enkrat probam ponarejati denar. Jaz pa sem šolsko knjigo tukaj. To se pravi, ljudje, vsak print, ki ga naredite na tiskalnik, vsak sken, veste, kaj se zgodi? Gre prej v oblak, da ga bogec prebere, zato da ga ti potem tukaj skozi printer, ki je na internet povezan, pa seveda Wi-Fi, zato ker je kamot, pa brez žica, ne? Da bogec najprej vidi, kaj ti delaš, pa kaj kopiraš, pa kaj veš. Tako da me ima, da bi tudi to tehnologijo dal noter, da se tudi kot tiskalnik kupiš, te vpraša, ali dovoliš, da tvoje odločbe od sodišča prebere in ti jih pošlje tretji osebi, ne da ti to veš. A ste kdaj razmišljali o tem? Niste. Ne? In stvari grejo tako hitro in tako podmuklo, da si sploh ne predstavljate, kaj in kje vse se dogaja. In če se meni to ne bi zgodilo, jaz tega tudi ne bi vedel. Ampak gledajte, 30 let sem v poslu s tiskalniki in prišel je trenutek, ko sem to pogruntal. Pa si ne bi mogel misliti. Ne? In ko kupiš tiskalnik, te nihče ne vpraša, osebni podatki bodo šli gor, ko boste printali pa skenirali, ker preden se sprinta, gre prek interneta v luftu, ne, nekje se nekaj zgodi. In veste, kako je to? A se spomnite račun, pameten račun, bodi pameten, vzem račun, ali kaj je že bilo, ne? Glejte, vsaka firma danes, pa vi boste bolj videli, kaj jaz, ker jaz tega nimam urejenega, ampak samo vem, kako je. Če ste v Šparu, če ste v Lidlu, če ste pri zasebniku, vsak, ki ima tisto aparaturo s karticami bančnimi, tole, tole, kako se temu reče, POS,
POS terminal. Kaj pomeni POS? Point of sale. To prodajna točka. In ta prodajna točka je pri meni. To je točka, prodajna točka, ki je povezana z internetom, pa je za kartico noter. Davčna mora prej potrditi, preden jaz tukaj listek pride ven, ne? Damo tukaj, pride listek ven, ampak mora davčna potrditi. Če davčna ne potrdi, se pravi, kaj potrdi? Kdo je dal kartico, kaj je kupil, koliko bo plačal, kje je, s kom je, in pol dobiš ti računček. A se vam mal sanja? Vsak račun v Sloveniji, ko greste v Špar kupiti, ne vem, za 30-40 evrov stvari, preden vi sploh listek dobite, davčna že ve, da ste to vi, pa kaj ste kupili, pa koliko ste kupili. Ko pa imate Pika kartico, za 2 evra prodate podatke pa še firmi, da vam potem naredi v, ne vem, en zdrav oddelek, kaj to pomeni, da je vsa ostala hrana okrog strupena, ne? Imaš zdrava hrana, piše bio, zdravo, to pomeni, da je vse ostalo okrog strupeno, ali kako zdaj? Dajte malo razmišljati. Hočem reči, tole banka računa enormno, ne izplača takoj, računa najem tega, računa prenos podatkov, 10 strani za računa na koncu, ko ti 100 evrov na to dobiš v 2-3 dneh ali pa v enem tednu kot zasebnik, ti jih dobiš 60, ker ti jih že 40 vmes pokradejo, ne? Tako je v Sloveniji to narejen. Tale ni slovenski in je, moram reči, vrhunska, ne da bom delal reklamo, ne bom, ampak jaz sem imel slovenskega in vem, kaj pomeni slovenski in vem, kaj pomeni tale. Ne plačam najemnine, so mi ga dali. Je povezan z internetom, ga ne plačam jaz. Je zastonj. Zaradi tega, da poslujejo z njimi. In to je prava banka, ki te podpira, ki ti ne krade, ne? Naj vam povem dalje. Povezava s splošno uredbo o varstvu podatkov je ključna in splošnimi človekovimi pravicami in s pravicami v zaseg družinskega življenja. Vsak vaš poseg s podatki, ki jih davčna počne, in potem veste, kaj se dalje zgodi, pošljajo celo vse na tako imenovan Statistični urad Republike Slovenije. Sodišče odločbe, šola o vašem otroku, kaj ste kupovali v Šparu, trgovina pošilja, statistični urad ima vse podatke. Režejo, ja, se tu pridejo anonimizirani podatki. Ma ne pridejo ljudje. In potem te naše podatke dajo v Evropsko unijo in pol Evropska unija za nas piše uredbe in kaj bomo pol mi? To je, a veste, prodajanje državne varnosti, kar naša vlada počne. Gremo naprej, da ne bomo predolgi. Temeljna načela. Kaj so temeljna načela tega našega zakona? Trudimo se, da bi naredili najvišjo možno zaščito in so členi tako narejeni. In pa razlaga, ki daje prednost zasebnosti. Zakon določa, da morajo, poslušajte, vse razlage zakona spodbujati zasebnost in pravice posameznikov do obveščanja. Ti moraš biti obveščen, da tvoj tiskalnik pošilja podatke nekomu drugemu, ko boš skeniral ali pa tiskal. Ko napišeš, ne vem, karkoli, ali pa na mail, pa sprintaš, to dobi firma, ki tiskalnik dela, ne? Kaj pa njih briga, kaj boš ti printal? Ampak oni to vejo, ker jih to zanima. Koliko printaš, kaj printaš, vse jih zanima, to je baza podatkov, zato je umetna inteligenca nenasičena. Pravna podlaga za izboljšanje varstva osebnih podatkov je nujna in mi smo naredili pravno podlago. Zakon o varovanju osebnih podatkov v povezanih storitvah. Ker noben ne pomisli, da mu tiskalnik odnaša podatke, noben ne pomisli, da mobitel se lahko sam kamero vključi, pa mikrofon, pa TV, pa pametne stvari, pa prek elektrike, pa tipala, pa vodni števci. Vi sploh ne veste, ljudje. Samo razmišljam na glas za vas. Dalje, kaj je pravni okvir? Pravni okvir
je jasen. Spoštovanje človekovih pravic, ki je povsem zanemarjeno, povsem spregledano po COVID-u naprej, in pa načela mednarodnega prava, ki jih sploh ne upošteva 8. člen, kot sem prej povedal. Točka 3. Glejte, garancijski členi v EZVDZ. Namreč, če vi kupite pralni stroj, dobite kaj? Garancijo. Če kupite največje sranje po cen uro, dobite garancijo, ki je dražja kakor ura. Ok? In garancijski členi, to, kar nam je naš član še enkrat priporočal, sicer smo jih imeli, ampak zdaj smo to še ojačali in dodali še temeljni člen, da vsi podatki morajo ostati v Republiki Sloveniji. Ne smejo čez mejo. Če grejo čez mejo, morate biti informirani in tudi za vsak podatek, ki ga zbira Republika Slovenija o vas, morate dati konsens, ker je ustava tako natančna, da se podatki zbirajo samo z namenom in vsak mora biti informiran, kaj naprava odvaja, kaj zbira, kaj pošilja, ne pa da potem dobiš račun, pa ne veš, zakaj si ga dobil. In dobiš odločbo o dolgotrajni oskrbi in ne veš, zakaj si jo dobil, ker imajo tvoje podatke in te izseljujejo. To je banda, to je pokvarjena ta država do konca. Pogoji za obdelavo podatkov so tisti, ki jih date vi, ker so vaši. Jaz sem lastnik Mihajl Belis, rojen takrat in takrat. To je moj podatek. To ni podatek mojega, kaj smo rekli, avatarja na začetku današnjega predavanja. Veste? In pravica do popravka in izbrisa mora obstajati. Jaz imam, da grem na urad in rečem na policiji, brište me ven, grem na upravno enoto, osebno, tukaj vam vračam osebno, brište jo ven, ne rabim več vaše osebno. Ne rabim pasuša, zato ker je člen v ustavi, kjer piše, državljan se lahko kadarkoli vrne v Republiko Slovenijo ali odpotuje iz države in se kadarkoli vanjo spet vrne. Ampak jaz nikjer nisem prebral potnega lista ali pa osebne izkaznice. To je nemški Ausweis, ne? Da bom jaz zdaj pa po 11. septembru, ko so to sesuli, zdaj smo vsi teroristi. Dajte se malo zbuditi. To se pravi pravica do popravka izbrisa, pogoji za obdelavo, ki jih date, potem dostop do podatkov in njihove prenosljivosti. A veste, nihče vam, gledajte, koliko smo pisali na RTV, zbrište me ven, ker vam nisem dal dovoljenja. Nočijo zbrisati. Zakaj ne? Zato, ker vam pol ne morajo računa poslati, vas ne morajo tožiti, pa te upravne odločbe poslati na FURS-u, pa vam rubiti z računa, ker vam vzjemajo na silo, a ne? Hude stvari so podatki, sploh pa digitalni. Pravica do pritožbe in pravna sredstva. Glejte, v društvu imamo častno razsodišče. Častno razsodišče je dobilo izredno moč. Zdaj sestavljamo s častnim razsodiščem ekipo dodatno in pravilnik za te stvari, ker ni samo članska zadeva, ampak gre za nacionalno zadevo in gre za mednarodno zadevo. Zakaj za mednarodno? Ker če je Slovenec, ki vozi nemški avto in njegovi podatki iz avta grejo v Nemčijo, mora preden avto kupim, tukaj njemu avtoproizvajalec povedati, kateri podatki hodijo v Nemčijo, zakaj hodijo, ali se on s tem strinja, ali se ne strinja, ali ga lahko slišijo, ga lahko gledajo, mu lahko sledijo, mu lahko kontaktirajo, mu lahko s telefona pobirajo podatke, vse to gre gor. Čakajte malo. To se pravi, imajo pravico do pritožbe, prva stopnja, za drugo stopnjo se pa lahko pritoži direktno na ESČP, tudi državna uprava, če se hoče, ker ustavno sodišče tlele nima možnosti. Društvo Belis dela direktno na podlagi mednarodnih pogodb in direktno na podlagi ustave. 145. člen, dragi pravniki, si preberite, in pa 44. člen ustave. Da boste razumeli, o čem govorim, pa zakon si preberite, tisti, ki ste pametni. Tisti, ki pa ne veste, pa vam tako zastonj govorim. Boste pa občutili to na žepu, ko kazni pridejo. Ključna poglavja v tem zakonu so. To, kar sem zdaj govoril, 2, zajema, gledajte, vse obdelovalce podatkov v Republiki Sloveniji, zdravnike, šolnike, banke, občine, zemljiško knjigo, da ne naštevam, vsi, ki zajemajo naše osebne podatke.
Včasih ti rečejo, ja, pa rabiš davčno, pa rabiš EMŠO. Zakaj? Zakaj rabi 20 podatkov? In druga stvar, vidite, vključno z nelokalnimi subjekti, nelokalni subjekti so pa vse tovarne avtomobilov, tovarne mobitelov, tovarne, ki delajo pametne ure, pametne stvari, digitalne, vse, kar pobira in meri naša telesa oziroma našo okolico. Se pravi, gre za domačo in vzeli smo si pravico seveda to razširiti, ker živimo v Evropski uniji in društvo je registrirano, ker pa mednarodne pogodbe veljajo direktno, pomeni, da imamo direkten vpliv in življenje, prosto gibanje, prosto trg celoto znotraj Evropske unije. Celo toliko pošteni smo bili, da smo zdaj to avtoindustrijo obvestili, ker je najbolj občutljiva. Ko se ti v avto usedeš, misliš, da je tvoj, ti si pa v digitalnem zaporu, v digitalni kletki, iz katere ne moreš več ven, ne. Pa usnje dišči, ko avto je to fajn, kakšne lepe linije ima, ne, pa hiter je. Pa kaj te to briga? To je vse brez veze. Podatki noter, ki s tabo operirajo, a veste, da vas lahko avto sam odpelje, zablokiran, da ga nadaljavo uploadajo, downloadajo, posodabljajo, vi sploh ne veste. No, da ne pretiravam. Ok, domače in znotraj Evropske unije in seveda tudi izven, ker je svet globalen. Glejte, kaj se zahteva od teh ljudi, od domačega človeka, od domače državne uprave, ne glede na ZUP, pa ne glede na to. Obveznost zahteve za privolitev, seznanitev in priznavanje lastništva podatkov. Vsako stvar, ki jo kupite, morate zahtevati. Katere podatke jemlje, kam jih pošilja, morajo biti navodila in morajo vas naučiti s tem inštruirati, z enim gumbom, da to jaz izključim, če se pa s tem strinjam in hočem biti testni zajček, marsikdo to želi, pa reče ja, ker mu je storitev všeč, pa reče, kaj ne briga, se mi tak nič ne morijo, pa stisne ja, zato da lahko, ne vem, namest 2 korakov naredi enega zaradi komodnosti. In da podatke in pol se mu nekaj zgodi, pa ne ve zakaj, ker ga bolj poznajo kot on samega sebe. In drugič, izbira podatkov potrošnikov in nastavitve zasebnosti. To je to, kar sem zdaj povedal, nastavitev zasebnosti. Če meni to ne paše, da lahko imam napravo, lahko jo uporabljam, ampak podatki ostanejo pri meni. In jih dam samo takrat, ki jih jaz želim, in za namen, ki ga jaz želim in dovolim. Naprej, 5. točka. Varnost in preglednost podatkov mora biti. Gre za proaktivne strategije varstva podatkov v tem zakonu. Zakon nalaga stališče do varnosti podatkov, od podjetij zahteva, da izvajajo ukrepe, ki predvidevajo in zmanjšujejo morebitna tveganja za osebne podatke. To, recimo, da grejo podatki v firmo in potem pride en hacker in te podatke ukrade. Zdaj si vi predstavljajte, da ste med temi ukradenimi podatki in to gre po svetu in se vam potem usedejo na bančni račun, vzamejo vam profile na vašem Facebooku, vzamejo vam recimo spletno stran, ki jo imate poslovno in poslujete spletno, ali pa vam vdrejo v vaš bančni račun, da ne boste mislili, nikoli več ne boste imeli svoje identitete. Tako resne so te stvari. Tako zelo resne so te stvari. Včasih je bila cerkev, ko vas je izobčila, nisi mogel nikamor, ker je bil razglas, da človek je grešnik in nisi mogel živeti. Danes, ko ti ukradijo identiteto, je to isti ta grešnik. S tem, da ti drugi pomagajo kot lopovi, ne? Nenehno izboljševanje varnosti, morate biti obveščeni, kdaj so downloadi, kdaj so posodobitve, kaj se je, vsem morate biti obveščeni, ker je stvar vaša, ker ste jo vi kupili. Gremo naprej. Predpisi o souporabi in deljenju osebnih podatkov so tukaj noter zelo jasni in pravne omejitve dostopa do podatkov. Morate vedeti, kdo so tiste tretje osebe, kateri si to med sabo pošiljajo.
Ker če imate vi eno stvar, greste na servis, pol servis reče, ja, rabim za ta avto. Ja, točno se ve, kdo je lastnik tega avta. In potem to pride v firmo. Vi morate vedeti, kaj se dogaja. Ne? Tudi če vam tukaj na Petkovškovem nabrežju, ker sem jaz, je kamera. In ko nekdo pripelje meni dostavo, župan vidi, da ni nekdo iz njegove mafije, ki je tukaj postavljena, oprostite, gospod župan, da tako rečem, in vidi registrsko tablico, da je to nekdo drug in ve, da je zame in mu ne mogoče vstop. In človek mora 3-krat jeti okrog in lepo prositi, da odpre, a ne? Zato, ker nagajajo. Ampak pustimo. To, vidite, to so te stvari potem, ko imajo podatke, ker tablica se sploh ne bi smela izdati. Glejte, ko vi avto registrirate, ga registrirate zakaj? Plačate cestnino, plačate davek in to je namen registracije. Namen registracije ni zdaj, da bo vsak iz te številke vedel, kdo ste vi, pa podatke povezoval z vami, pa vsaka kamera v Ljubljani, pa vsak privatnik bo vedel, kje ste, pa kje parkirate, pa koliko časa parkirate in vsak redar vam bo kazen pisal. Ljudje, a veste, kaj vam govorim? Ko date podatek za registracijo, ima tam za ostati na upravni enoti. Samo tam. Pravna podlaga, da vi dobite ta podatek, registrsko tablico, da jo povežete z lastnikom, je pa samo sodna odločba. Ne pa kar širjenje podatkov, pa kar snemanje, pa kar tam imajo eno bazo, pa policisti pa med sabo se slišijo, pa to se pogovarjajo po na divjem zahodu. Takšno krizo imamo, moramo to urediti, če ne bo država, bomo pa mi, sami državljani. Okay? Soglasje za skupno rabo podatkov tretjih oseb. Prepovedano je deljenje brez tega. Kako bo ravnatelj od podatke mojega otroka pošiljal okrog? Zakaj? Ali pa dijaka, ali pa študenta. Ali pa ko jaz pridem v en blok, se preselim, zdaj bo upravnik moje podatke pošiljal komu vse. Se ne veste, kam leti, ne? Ok. Izvrševanje pregledov in odgovornosti. To je, glejte, jaz bom še par takih stvari naredil zanimivih, ko boste videli, kaj pomeni. Torej, zdaj smo imeli tega poštarja, o katerem sem že malo prej govoril, ki je rekel, 3-krat sem bral, gospod Mihajl, kaj ste napisal, odgovor, direktor si pošte v Mariboru, pravi, jaz sem, ne vem, koliko 17-18 let poštar, pa vsega, pravi, sploh nisem vedel, da to tako je. Sveda ne, se ga niso naučili. Še direktor se niso, zakaj? Zato, da lahko manipulirajo. Ok, to je izvrševanje pregledov in seveda potem odgovornost za neznanje. Ignorantia juris nocet, pravi latinski pregovor, nepoznavanje prava škoduje. Gre za obveznosti proizvajalcev glede skladnosti na ta zakon in pa zahteve glede poročanja o reviziji pri zbiralcih podatkov. Torej, kdor zbira podatke. Vzemite si, zdaj imamo Ministrstvo za digitalno transformacijo, ali kaj se že reče. Preobrazbo, hvala za digitalno preobrazbo. Kakšne podatke imajo ti ljudje? Kako z njimi delajo? Do koga imajo dostop s to digitalno preobrazbo? To bomo lepo šli in bomo digitalno preobrazbo malo povprašali. In če ne bo v redu, bomo mi njim globo napisali. Ne bomo se pustili tem ljudem, da bo oni nam kradli podatke, pa z nami manipulirali. Ne, zakon pravi drugače. Mora biti to, mora biti zaščita, vse je jasno povedano in če tega nimajo, če kaj manjka, opozorilo, naredite, imate 8 dni časa, 10 dni, 15 dni časa, če ne bo narejeno, bo pa globa. Če se hočete pritožiti, se lahko, druga pritožba samo še ESČP, ESČP bo pa takšno kazen nabilo ministrstvom, ki manipulirajo in pa organizacijam RTV, pa informacijskemu pooblaščencu, ki je postal lump, pa varuhu človekovih pravic, ki podatkov sploh ne dela, kar bi mogel, ker so vsi v nekem zavezništvu in tako naprej in tako naprej. Ne? Da si boste malo to širino lažje predstavljali. Kazni in pravna zaščita, pravice do proizvajalcev do pritožbe. Sveda lahko se pritoži, ampak potem mu pokažemo, kaj je narobe naredil. Imamo tukaj strokovnjake, ki to dobro znajo, ki to vejo. Slišali ste samo eno pismo. Vidite, kakšno knjigo smo naredili, ki v Evropi ne obstaja.
Ne obstaja pa z razlogom, zato da ljudje ne pogruntali, vlade tega nočejo narediti, ker potem so prikrajšanje za krajo izračunov. Imajo nižji proračun, ne more si jahte privoščiti, ne more si dopusta privoščiti in v službi ne more kave piti pa časopisa, brati pa 8 jurjev plače vleči. Ne? Ker ko enkrat mu podatke vzameš, nima od česa živeti. In tu moramo konc narediti. Naj si svoj denar zaslužijo tako, da delajo pošteno, ne da kradejo. Pravice uporabnika za nadomestilo. To pa pomeni, drugi odstavek 26. člena Ustave, kazen plača tisti, ki je naredil prekršek, prvi odstavek pa tudi organizacija. Direktno na podlagi Ustave, direktno na podlagi mednarodnih pogodb, direktno na podlagi zakona GDPR o varovanju osebnih podatkov, ki je z Evropske unije, noter so kazni. A veste, kakšne kazni so? Malo pobrskajte, visoke. In tega pri nas ne povejo. Ok, to je pravica za nadomestilo in glejte, hvala za vašo pozornost nocoj.